Oj, dobro jutro. Kdo je z nami? Ste budni ali še spite? Nič, počakam, lej. Vsi, ki smo budni, prilimamo enega lajkiča ali pa napišemo v komentar, tukaj sem buden sem. Sem prepričan, da nas je več kot zaspancev, ki tega ne morejo narediti in dajmo zmagati. Malo bom počakal, potem pa vam povem tole o prilagajanju, kar sem tudi napisal v naslov in zakaj je to prilagajanje danes tako prekleto pomembno. Čakam, da prilimate kakšne lajke, da prilimate kakšen komentar, da vidim, kdo je buden in kdo še ni buden. Ok, v glavnem. Kaj prilagajanje pomeni v današnjem času? Poglej, stari, prilagajati se je treba vse več. Jaz, če se sam spomnim, v poslovnem smislu, moj oče je tudi imel fotografsko delavnico in on je v tej svoji delavnici v bistvu cel svoj rok delal popolnoma enako, na enak način, z zelo majhnimi prilagoditvami. Predvsem tehnološkimi, zamenjava kakšnega aparata in kaj podobnega. Jaz sem v zadnjih, zdaj bo že 28-29 let zamenjal v moji fotografski delavnici način dela 4-krat in zdaj sem v svoji 5. transformaciji. In mimogrede o tem, kako pomembno se je prilagajati današnjim razmeram, je zapisal tudi Aleš Lisac v tejle moji knjigi, ki jo že poznaš in jo večkrat pokažem v uvodniku. Nič, ne bom povedal, kaj je on pisal, pisal pa je o Kodaku, pisal je o tem, kaj sem se jaz prilagodil, oziroma da lahko v tej knjigi prebereš tudi mojo prilagoditev. In se pravi, 4-krat v svoji tej fotografski dejavnosti sem se že prilagajal in popolnoma, v bistvu radikalno zamenjal način dela v njej. No, zdaj pa, če grem na ta del, ko se ukvarjam z internetnim marketingom, o čemer piše tudi ta knjiga, o kateri govorim, pa zdaj pravzaprav prihaja že do druge, če ne celo tretje, ampak rečemo do druge radikalne prilagoditve in o tem ti povem malo več v nadaljevanju. In sicer, kaj ta prilagoditev pomeni tudi za, moja prilagoditev pomeni tudi za marsikoga od vas, ki gledate ta video in ki vas zanima in iščete neke možnosti in poti, kako do zaslužka svojega podjetja, do večjega zaslužka svojega podjetja, tudi seveda s pomočjo najmodernejšega in najbolj učinkovitega kanala za pridobivanje strank in za prodajo, in to je, stari moj, ne moreš verjeti, internet. Zdaj, recimo, če povem, zakaj pravzaprav je prišlo oziroma prihaja do te zadnje prilagoditve. Preprosto zaradi tega, ker poslušam potrebe svojih potencialnih strank. Glej, zdaj na zadnjih nekaj predavanjih, ki sem jih imel v okviru obrtne zbornice, predvsem, bom rekel, malim podjetnikom, rokodelcem, obrtnikom in tako naprej, in ko sem jim na teh mojih predavanjih razlagal, kako pomembno je, da v bistvu prevzamejo ta internetni kanal v svoje roke, da imajo popolno kontrolo nad tem kanalom, in seveda, da se, jasno, treba se potem tega tudi naučiti in tudi nekaj malce časa posvetiti, da to narediš. Vendarle se je zgodilo, da so po teh predavanjih ljudje prišli do mene in me vprašali, oziroma, ja, prav vprašali, če bi vendarle jaz to za njih naredil.
No, in na ta način sem pač ocenil, da ljudje potrebujejo morda neki kompromis, ne, med tem, kar si oni želijo, in med tem, kar jim jaz ponujam in svetujem kot neko dobro in učinkovito pot. In sem se odločil, da bomo tudi te stvari začeli početi, ne, tako bom rekel, na širše, ne samo tako, tu in tam. Ne. Zato dodajam jaz osebno v ta moj portfelj teh del k temu v bistvu nekemu svetovanju o tem, kako postaviti svoj poslovni model in posel na internet, dodajam v bistvu še to, da v bistvu jaz potem lahko tudi izdelam te osnovne spletne strani in vas potem s tem znanjem naučim, da znate vi potem sami to urejati in zamenjavati vsebine, dodajati vsebine in tako naprej. To je tisto, kar se je nekje najbolj pokazalo, da ljudi zanima. In z tega vidika pač se je treba prilagoditi. Potem sem pa jaz v bistvu sem še malo razmišljal oziroma v teh pogovorih prišel do tega, da ljudje poleg tega seveda potrebujejo, če hočejo delati nek svoj posel, še marsikaj za svojo promocijo tega posla, a ne? In tukaj pridejo pa v upoštev določene stvari, ki jih jaz sicer nekaj že delam, nekaj bom pa jaz poskrbel za druge izvajalce, tako da tisti, ki se bo povezal z mano, ne bo rabil skrbeti za nobeno od teh stvari. Vse mu bom pripeljal, poiskal mu bom najboljše ponudnike, ki mu bojo naredili potem še določena grafična oblikovanja, ki jih potrebuje, pa mu bomo to pripravo za tisk naredili, dobili v bistvu dobrega in ugodnega tiskarja, da jim bo natisnil te zadeve, potem seveda jaz lahko te stvari potem pofotografiram, tisto, kar rabijo, ali pa kar rabite, in še vse ostalo, kar se bo pokazalo, da je potrebno, in da sicer vas nekdo vedno pošilja od Poncija do Pilata, pa reče, lej, pa tega si moraš še dobiti, pa tega si moraš še dobiti, pa tega, in ti tega, stari, ne veš, kje bi to najdel, in potem iščeš in zgubljaš čas in živce in energijo in tako naprej. Se pravi, vse, kar boš potreboval, da postaviš nek svoj poslovni model, vključno, se pravi, s temi propagandnimi materiali, potem z dokumenti firme, ne, se pravi, kaj zvem, razne vizitke, kuverte, da se to oblikuje, natisne in tako naprej, vse boš dobil pri meni, sam prideš, stari, vse zrihtamo. Ne vem, če se ti zdi ta ideja dobra, ne, daj mi prilimi en lajkič, da jaz vem, da vidim, če sem na pravi poti. Jaz sem skoraj siguren, da je ta pot prava, ker se pogovarjam tudi z drugimi ljudmi, ampak me zanima, kaj ti misliš, ki si pogledal video do te minutke. V glavnem, kaj pa to lahko še pomeni pa za tiste, ki bi radi, ki nič od tega nimate, nič od tega ne znate delati in bi radi v bistvu zaslužili na internetu. Glej, jaz sem ti dal tamle pod tekstom v objavi en link, to je link do moje spletne strani. Pejdi na ta link, v drugem zavihku imaš zavihek, kako do zaslužka na internetu ali nekaj podobnega, in to klikne, se ti odprejo podmeniji, in v teh podmenijih boš našel tudi 2 partnerska programa in eden od teh je moj partnerski program. Kaj pa to pomeni? Če veš, če ga že delaš, potem to, kar sem ti prej razlagal, pomeni samo širši spekter stvari, ki jih lahko promoviraš in od njih zaslužiš. Če pa nisi še v tem programu, pa samo na hiter, klikni, oglej si to video, ki sem ga posnel zate, in ti razloži, kaj je to partnerski program in kako deluje moj program, v katerega se lahko vpišeš popolnoma brezplačno in za vsako prodajo, ki jo realiziraš, z moje spletne strani dobiš od mene plačanih 30% provizije od cene, ki je navedena v moji spletni trgovini, oziroma treba je odbiti samo še DDV, ker to pač ne gre drugače. Država hoče svoje.
V glavnem, stari, možnosti so velike, spremembe se dogajajo, spreminjati je treba, prilagajati je treba vedno nekemu tržišču in ljudem, za katerim nekaj delaš. Ok, jaz se bom zdaj prilagodil in te bom pozdravil do naslednjega srečanja, ki bo predvidoma na današnji dan čez en teden. Čau, či!